Hej, detektiv. Dobar dan. Hčerka znanega šinkarja je izginila. Začela s preiskavo? Ja. To je Zala Kovač. Njen oče je Jakob Kovač, mama pa Ana Kovač. Kdo so potencijalni osumljenci? Sara, Kara pa Valentin. Pokličeva osumljence in jih izprašava? Ja, poišči njihove številke. Tukaj so. Kje ste bili v nedeljo 24.8. ob 11. zvečer? Spala sem. Kje pa? Doma. Je bil še kdo z vami? Mami. Kako pa je ime? Tinka. Piše. Mukič. Poznate mogoče to osebo? Pa njenega očeta, Jakoba. Ja. Od kje ga pa poznate? Iz tekmovanja. Ste vi tudi sodelovali? Kaj pa mogoče tega? Ja. Okay. Tudi on sodeloval. Kaj pa ni on? Ste vi tudi sodelovali? In katero mesto ste zasedli? Četrto. Kako ste se počutili ob četrtem mestu, da niste zmagali? Malo sem bila žalostna. Niste bili nič jezni? No, zdaj se boste šli z mano eno igro, kamenčka je papir. Kamenčka je papir. Dobro, da vas pospremim. Kje ste bili v nedeljo 24.8. ob 11. zvečer? Prijatelj. Kako je pa ime vašemu prijatelju in kako se piše? Maj Hvostnik. Poznate mogoče to osebo? No. Kaj pa Jakob Kovač, njegovega očeta? Ja. Odkud ga pa poznate? Iz tekmovanja. Vi ste tudi sodelovali na tekmovanju? Ja. Katero mesto ste pa zasedli in kako se počutite? Tretje. In pa tudi zelo slabo. Pa to oseba? Tudi ne poznate? Tudi. Katero mesto je pa ona zasedla? Drugo. Pa njo, poznate tudi njo? Tudi. Katero mesto je pa ona zasedla? Četrto. No, zdaj se bo šla pa še eno kratko igro, kamenčka je papir. Potem pa vas bo moja sodelavka in kolegica odpeljala ven. Kamenčka je papir. Poznaš to osebo? No. Pa njenega očeta, Jakoba Kovača? Ja. Od kje ga pa poznaš? Iz tekmovanja. Ti si tudi sodelovala? Ja. Katero mesto si pa zasedla? Druga. Si bila kaj jezna, vesela? Kako si se Vesela. Pa poznaš njo? Ja, iz tekmovanja. Katero mesto je pa ona zasedla? Četrto. Kaj pa njega? Ja. On je tudi sodeloval. Ja. Katero mesto pa ona zasedla? Tretje. Se katero od njih mogoče malo čudno obnaša? No, jaz znala še eno igro, potem pa te bo mala pomočnica, poslednja dava. Kamenčka je papir. Kamenčka je papir. Ta je reagirala kar tako. Malo je bila pod stresom, ampak to je normalno. Pa tudi ne zgleda, če je zasedla drugo mesto, pa če je bila vesela. Ja, pač, meni se zdi, da je taka zelo majhna
verjetnost, ker kot je dal tlele v tem izjavi, je ponosna na sebe, da je dobila drugo mesto. Ta tudi tako dvomim, glede na to, da je normalno reagirala na igro. Ja, sam veš, tudi je zelo dvomim, ampak četrto mesto tudi že nekaj pomeni. Ja. Je pa rekla tudi, da je sodelovala na tekmovanju, zdela se mi tudi zelo umirjena, pa tudi, da je bila doma ob tisti uri, pa da je mama bila tudi bi verjel igro. Edino ta je bil malo bolj tak sumljiv. Ja. Glede na to, pač ful jezen je bil, pa tak. Bil je pri prijatelju, ampak zdi se mi zelo sumljivo to, da je pač šel ob tak pozni uri, da je še bil pri prijatelju. Ja, sej. Pa tudi glede na to, da ni bil vesel za tretje mesto, onako pa je bila v četrtem, pa tudi je bila normalno. Ja. Pa še pri igri je tako zelo jezno odreagiral. Ja. Predlagam, da gremo do sodnice, pa da dobiva to volilnico, da mu pregledava hišo, kaj pa veš, kako se lahko noter. Dobra ideja. Dobar dan. Da? Prosila bi za dovolilnico za preiskavo hiše tega gospoda, celo se nama zdi sumljiv. Seveda. Hvala. Dobar dan, se lahko pogovorimo? Seveda. Tukaj imamo nalog za preiskavo hiše.